Pričujoča, bi lahko rekli, mala plastika ali pa skulptura modernega tipa je posneta po žitnih krogih. Od leta 1918 se na planetu, celotnem planetu, pojavlja ogromno žitnih krog, zlasti v severni Angliji, in tudi pri Slovencih se pojavljajo oblike, ki so izredno likovno čiste in zelo, zelo lepe, v poljih žita. Tudi ta je bil najden kot risba in mene so ti pojavi zelo, zelo zanimali in jih študiram že veliko let. Kaj to pomeni? Zdaj, po likovni teoriji, likovni predmeti po znakih, jaz sem tudi delal, v srečo tako, da sem delal za največje tovarne slovenske, zaščitne znake, med njimi je Meblo, Plastikanav, vozila Gorica. Imel sem to srečo, da sem preštudiral grafično podobo likov kot takih. Eden najbolj pomembnih likov, ki jih imamo v Evropi in prenešen v industrijo, je znak Mercedesa, ki pomeni Triglav. Zdaj, preneseno na žitna polja, ki se po naravni podobi, ne vemo iz kakšnega izvora pojavljajo ti predmeti oziroma ti liki, kaj ustvarjajo. Vsak znak ustvarja eno skrito vibracijo, pransko energijo. Postavlja v prostor eno moviment, tudi tako iz prirodnih naravnih oblik, od rož, drevja, vse to proizvaja eno pransko energijo in jo posreduje človeku. Ti liki, ki so v žitnih poljih, posredujejo žitu eno posebno čisto vibracijo kot molitev, in ko mi zaužijemo to pšenico, mi lahko spremenimo celično strukturo našega telesa. To se pravi, koristijo našim, skozi metafiziko, našim spiritualnim vrednotam človeka kot takega, telo, duh. In ko se pojavljajo avatarji na zemlji, se ti fenomenalni znaki pojavljajo. Lahko rečem, pri Širdi babi, pri Sai babi in pri naslednji inkarnaciji Prema babi. Jaz sem preštudiral tukaj 17krat sem bil v Indiji in sem tudi preživel nekaj let prav direktno z avatarjem, ki je razlagal določene stvari. To se pravi, človek je pred eno veliko spremembo, mi to čutimo vsak dan, in v preobrazbo boljšega jutri. Človek mora postati tisto, kar v resnici je, božansko bitje. Skozi razvoj, skozi delo, skozi misli, skozi besedo, skozi dejanja, mora postaviti Triglav, slovenski znak. 3 možjat, 3 božjat, zapisano pred našim štetjem v kulturi Este. Zdaj, povrniti se moramo v tisto, pravzaprav izvirno podobo raja, človek je Bog.